Na stotine protestnikov je okupiralo ulice ekvadorskega mesta Quita, kjer so demonstrirali proti morebitnemu sojenju, ki ga želi generalni državni tožilec vložiti zoper nekdanjega predsednika Rafaela Correje. V torek je namreč generalni tožilec Paul Perez naznanil, da bi naj Correja sodeloval pri ugrabitvi političnega nasprotnika leta 2012. Državni zbor je prosil naj v 72 urah odobri kazensko sodbo proti Correji. Podporniki Correje so na poti pred tamkajšnji državni zbor vzklikali parole podpore in mahali s transparenti proti katerimkoli pravnim postopkom, uperjenim proti nekdanjemu predsedniku. Nekdanji poslanec Fernando Balda je generalnemu državnemu tožilstvu povedal, da je bil leta 2012 žrtev ugrabitve, ki so jo odredili visoki predstavniki Correjeve vlade. Correja, ki se sooča z drugimi preiskavami urada državnega tožilstva, je že vse obtožbe za dejanja v času njegovega mandata označil kot politično preganjanje. Državni tožilec Perez je že zanikal, da bi njegove namere imele politično ozadje. Indonezijski muslimani so se danes zjutraj množično zbrali pred mošejo, da bi praznovali Bajram, konec meseca Ramadana. V Džakartini mošeji Al-Azhar se je na skupni molitvi zbralo več kot 3000 ljudi. V preteklem mesecu posta so Indonezijo šokirala bombardiranja 3 cerkva v Sarabaji, kjer je umrlo na desetine ljudi, vključno storilci. Med žrtvami so bili tudi majhni otroci. Ljudje so danes na molitvah dejali, da incidenti ne odražajo načel islama kot miroljubne vere. Indonezijski muslimani so dejali, da molijo, da bo država ostala mirna tudi med državnimi volitvami, ki jih čakajo leta 2019. Indonezija je največja muslimanska država na svetu, kjer je kar 85% od 250 milijonov prebivalcev islamistov, zato je vlada čas od 11. do 20. junija razglasila za državni praznik. Avstralski performer bo kar 3 dni preživel zaprt v jeklen kontejner, pokopan pod prometno cesto. Gre za performans v okviru tako imenovanega festivala temne umetnosti na otoku Tasmanija. Umetnik Mike Parr je včeraj vstopil v kopan kontejner, cesto nad njim pa so ponovno asfaltirali. 73-letni performer ima v kontejneru veliko vode, bralnega materiala, grelnik in gumb za stisko v primeru, če gre kaj narobe. Bo pa 3 dni v kontejneru preživel popolnoma brez hrane, kisik pa mu bodo v kontejner dovajali s posebno črpalko. Kustos festivala Gerard Rollins je povedal, da je dejanje pokopa ena od glavnih predstav festivala Dark Mofo in je namenjena opozarjanju na nasilje, ki so ga zagrešili kolonialisti proti domorodnim aboriginom.